Preden se končno zgodi, se bo nekaj v tebi premaknilo. Ne boš vedel zakaj, ne boš mogel razložiti, a čutil boš, da nekaj prihaja. Ta občutek, to tiho zavedanje, je energija tvoje prihodnosti, ki te kliče. In to, da zdaj gledaš ta video, ni naključje, to je eden od znakov. Vesolje te je pripeljalo sem, da bi ti povedalo, pripravi se. Tisto, za kar si molil, za kar si delal, za kar si verjel, je bližje, kot misliš. Joe Dispenza pravi, da se svet zunaj nas začne spreminjati šele, ko se najprej spremeni naš notranji svet. Dolgo si želel, da bi se stvari zgodile. Da bi se odprla vrata, da bi prišla priložnost, da bi se sanje uresničile. A vesolje ni pozabilo na te, le čakalo je, da se tvoja energija uskladi s tem, kar prosiš. Preden se nekaj zgodi, pride trenutek tišine. Kot mir pred zoro. Morda čutiš zmedo, morda dvom, morda občutek, da se nič ne premika. A to je iluzija. To je čas, ko se tvoja nova realnost sestavlja za kulisami. Ko se energije preurejajo. Ko vesolje pripravlja pot, po kateri bo tvoja želja prišla do tebe. In v tem času se testira tvoja vera. Se boš zlomil ali boš zaupal? Boš verjel v svoje sanje, tudi ko jih še ne vidiš? Boš vztrajal v hvaležnosti, tudi ko se zdi, da ni razloga? Prav v tem se razlikujejo tisti, ki čakajo, od tistih, ki ustvarjajo. In ti nisi več tisti, ki čaka. Ti si ustvarjalec. Zdaj si v prehodu. Stara energija odhaja, nova prihaja. A med njima je most, ki se imenuje zaupanje. Joe Dispenza nas uči, da ko ostaneš v stanju hvaležnosti in miru, tudi v negotovosti, pošiljaš vesolju signal, zaupam ti. In vesolje se ozove. Vse, kar pride, pride skozi zaupanje. Preden se zgodi, se svet pogosto zdi kaotičen. Stvari se lahko razpadajo. Odnosi se spreminjajo. Situacije, ki so bile nekoč stabilne, postanejo negotove. A to ni konec, to je prerazporeditev. To, kar odhaja, ni izguba, ampak prostor za novo. Da bi tvoja prihodnost lahko prišla, mora imeti kam priti. Zato te življenje uči spustiti. Ko izgubiš nekaj, kar si mislil, da potrebuješ, ne pomeni, da si kaznovan. Pomeni, da si osvobojen. Stvari, ki niso bile v skladu s tvojo novo energijo, se ne morejo več držati tebe. Ljudje, ki ne vibrirajo več na tvoji frekvenci, odidejo. In to je dobro, ker tisti, ki prihajajo, bodo čutili tvojo resnico, ne tvojo bolečino. Preden se zgodi tisto, kar si želel, boš morda čutil, da se vse ruši. A to ni propad, to je prenova. Tako kot mora seme razpasti, da bi zraslo v cvet, se mora tudi tvoj stari jaz razpustiti, da bi lahko živel novo verzijo sebe. In to se dogaja zdaj. Vse, kar si prestal, vse solze, vse čakanje v nič od tega ni bilo zaman. To je bil del tvoje priprave. Naučil si se potrpežljivosti, vere, notranje moči. Tvoja duša se je kalila, da bi zdaj lahko sprejela darilo, ki prihaja. Ker če bi prišlo prej, še ne bi bil pripravljen. Joe Dispenza pravi, da tvoja vibracija določa, kdaj se nekaj manifestira. Ko vibriraš v pomankanju, čakaš. Ko vibriraš v hvaležnosti, prejemaš. Hvaležnost je most med zdaj in tistim, kar prihaja. Zato bodi hvaležen, še preden se zgodi. Hvaležen za to, da že prihaja. Hvaležen za proces. Zapri oči in pomisli na to, kar si želel. Ne kot na sanje, ampak kot na nekaj, kar se že dogaja. Kako se počutiš, ko to že imaš? Kaj vidiš okoli sebe? Kako dihaš? Kako hodiš? Ko si v tem občutku, se tvoje telo uskladi z vibracijo tvoje prihodnosti. In vesolje ne more ločiti med resničnim in zamišljenim v samo odgovori na energijo, ki jo oddajaš. Preden se zgodi, te življenje pripravi na to, da to lahko sprejmeš. Če si prosil za mir, boš najprej moral spoznati nemir, da boš razumel vrednost tišine. Če si prosil za ljubezen, boš najprej moral ozdraviti rane, ki te ločujejo od nje. Če si prosil za obilje, boš moral najprej zapustiti misli o pomankanju. To ni kazen, to je usklajevanje. Zdaj si v fazi usklajevanja. Vse, kar se dogaja,
te pripravlja. Tudi to, kar se zdi kot zastoj, je del napredka. Ko ne vidiš gibanja, to še ne pomeni, da ga ni. Pod površjem tvojega življenja se vse spreminja. Energija se gradi, kot voda, ki se dviga pred valom. In ko pride trenutek, bo vse steklo na svoje mesto. Zato ne obupaj. Ne išči dokazov. Dokaz bo prišel sam. Tvoja naloga ni nadzorovati, ampak verjeti. Ne dokazovati, ampak čutiti. Ne prositi znova, ampak se zahvaliti, ker je že na poti. Ko te preplavi dvom, se spomni, to je samo test tvoje frekvence. Če ostaneš v miru, če ostaneš v hvaležnosti, energija ne pade. In takrat si magnet. Tvoja prihodnost te bo našla, ker jo kličeš s svojim stanjem, ne s svojimi besedami. Joe Dispenza pravi, da je največja napaka misliti, da moraš nekaj storiti, da se bo zgodilo. V resnici moraš samo postati oseba, ki to že živi. To pomeni, da si že zdaj hvaležen, miren, odprt. In ko to postaneš, življenje nima izbire, mora ti to odražati. Preden se zgodi, pride trenutek, ko se zdi, da se nič ne premika. In prav takrat se zgodi največ. Ne zunaj, ampak znotraj. Tvoja energija se premika, tvoje telo se zdravi, tvoja zavest se širi. To je tisti tihi del, kjer večina ljudi odneha. Ne odnehaj, ker si tako blizu. Če bi lahko videl, kaj vse se pripravlja za tabo, bi se nasmehnil. Ko bi vedel, kako blizu si, bi nehal dvomiti. Vesolje ni slepo. Vidi tvoje srce, tvojo predanost, tvojo čistost. In vse, kar je tvoje, že prihaja. Ko pride dan, ko se zgodi, boš razumel vse. Zakaj je trajalo? Zakaj si moral čakati? Zakaj je moralo boleti? Vse bo imelo smisel, ker boš videl, da si moral najprej postati oseba, ki lahko drži to energijo. Do takrat dihaj. Zaupaj. Ostani v hvaležnosti. Vsak dan, vsako jutro, vsak večer. Hvaležnost je tvoj kompas. Ko čutiš hvaležnost, si poravnan z življenjem. In življenje se takrat odzove hitro, močno, popolno. Ne pozabi, da je vse to dokaz, da nisi sam. Vesolje deluje s tabo. Tvoj to morda ne razume, a tvoja duša ve. In če zdaj čutiš toplino, če čutiš mir, če ti tečejo solze, to je tvoj znak. To je potrditev, da si usklajen. Če želiš nadaljevati to pot notranje preobrazbe, če želiš vsak dan okrepiti svoj mir, vero in zavedanje, naroči se na ta kanal. Tukaj te čakajo sporočila, ki te bodo spomnila, da si bližje, kot si misliš. Da je vse, kar si kdaj želel, že na poti k tebi. Preden se zgodi, se moraš samo spomniti, ti si tisti, ki to ustvarja. In ko to začutiš, se vrata odprejo. In tisto, kar je bilo dolgo pripravljeno, bo končno prišlo. Tvoj čas je zdaj.